Pozdravljeni. Danes je sreda, čas za naš običajen komentar novic, ki so se zgodile v prejšnjem tednu. Vsi mi navdušenci nestrpno čakamo začetek sezone 2021. Predstavljen je bil tudi prvi bolid McLarenov, a kljub vsemu imamo tudi nekaj drugih, po mojem osebnem mnenju, izjemno zanimivih tem. Danes bomo obdelali 5 različnih sklopov, kot ponavadi bližnjice do vseh tistih originalnih člankov, katere boste videli na prispevku, seveda dobite v opisu. 17. februarja sem na spletni strani motorsport.com zasledil izjemno zanimivo novico. Na progi v Albert Parku so organizatorji začeli z obnovitvenimi deli. Izkoristili so ta premik dirke iz prvega mesta v koledarju 2021 v zadnji del. Popravili so že pit lane, razširili progo približno za 2 metra v tistem delu, tudi premaknili zaščitne zidove. A tisto, kar nas, navdušence, bolj zanima, so spremembe na sami progi. Kolikor pogledamo to skico, bomo opazili, da na 9. in 10. ovinku so ponavadi vozniki močno zavirali in tako se je na tistem delu proge povprečna hitrost izjemno znižala. Sedaj bodo ti zavoji malce bolj blagi, bolidi bodo lahko nosili več hitrosti s seboj v ovinek in tako tam pri 13. ovinku bo večja možnost, da bomo videli prehitevanje ob zaviranju. Dobrodošla sprememba, katera obeta, da bo velika nagrada Avstralije še bolj razburljiva in seveda bolj zanimiva. Videli bomo, a ugotovili smo lahko, da tudi če velika nagrada je premaknjena iz prvega na zadnja mesta, to še ne pomeni, da je slaba. Konec koncev, dokler ne odpade, je vse v redu. Na spletni strani znane italijanske revije Autosprint sem pa 16. februarja prebral izjemno zanimivo izjavo. Govori se o tem, da Max Verstappen ima v svoji pogodbi klavzulo, da lahko z Red Bullom predčasno prekine dogovor. Namreč govori se, da ukolikor bi Lewis Hamilton končal svojo kariero, je Max Verstappen tisti prvi voznik, za katerega naj bi se zanimali pri Mercedesu. Vsaj tako trdi Chris Horner. In nam, navdušencem, je dobro znano, da strani Red Bulla ponavadi v javnost prihajajo izjave, pri katerih smo vsi malce začudeni. A pustimo sedaj to, zanimivo je nekaj drugega. Kake so sploh lahko te klavzule, da nekdo predčasno prekine pogodbo? Seveda, določila v pogodbi so zaupne narave in mi, navdušenci, ne bomo imeli možnosti prebrati vseh pogodb, mislim, da je to vsakomur jasno. A obstaja kar nekaj namigov, kateri nam lahko razložijo, kako to v principu izgleda. Voznik kot ekipa ima to varovalo v sami pogodbi in gre nekako takole. Kolikor ekipa, naprimer na polovici sezone, ne zaseda med konstruktorji določenega mesta, lahko samovoljno voznik prekine pogodbo, seveda ob koncu sezone. Jemljite to samo kot primer. Ta polovica sezone je lahko 3/4, 90% ali celo cela sezona. In obratno velja za ekipo, ukolikor sam voznik v določenem delu sezone ne zaseda, naprimer 1., 2., 3., 4. mesta med vozniki, lahko ekipa samovoljno prekine pogodbo, brez kakšnih penalov. In ta princip, katerega upam, da sem dovolj nazorno orisal, nam tudi pove, kako deluje mehanizem sezona plus 1. V prvi sezoni mora voznik oziroma ekipa doseči določen rezultat, ukolikor ga
in če tu želi, lahko brez pogajanja podaljša pogodbo, seveda voznik ali ekipa, kolikor ne pa obveznosti ni. Le mehanizem, o katerem mnogokrat slišimo v svetu Formule 1, a kateri po mojem osebnem mnenju je premalokrat razložen. Pojdimo raje naprej. Zanimivo novico sem zasledil na spletni strani Scuderia Fans 17. februarja. Dosti let se že govori o tem, da bi v Združenih državah Amerike želeli drugo dirko. In na prvem mestu med raznimi možnimi kandidati je proga v Indianapolisu. Proga, katero mi navdušenci dobro poznamo. Tam je bila velika nagrada Združenih držav in mislim, da vsi mi dobro vemo, kaj se je zgodilo v sezoni 2005. Ampak takrat ni bila kriva proga, temveč pneumatike Michelin, če smo pravzaprav iskreni. A od takrat do danes se je marsikaj spremenilo, predvsem okrog lastništva same proge. Kupil jo je Roger Penske, znani lastnik ekipe v IndyCarju, tudi lastnik celotne serije IndyCar in seveda, kot sem omenil, tudi proge. Kaj bi to pomenilo, kolikor bi Formula 1 prišla zopet v svetišče ameriške kategorije? Zopet neko zbližanje med enim in drugim svetom, kar bi bilo seveda pozitivno. In tu bi rad poudaril, da v preteklosti smo mnogokrat videli več dirk na ozemlju Združenih držav Amerike. V sezoni 1982 smo imeli celo 3 dirke, a o tej zgodbi sem že velikokrat govoril. Pojdimo raje naprej. V 4. sklopu se bom pa ustavil ob 2 člankih, katera sem oba prebral na spletni strani Race Fans 15. februarja. No, v tem članku je omenjeno, da obstaja nek neformalni dogovor med proizvajalci pogonskih sklopov Formule 1, da bodo nekako skrbeli za to, da bodo vsi pogonski sklopi konkurenčni. Ne ve se točno, kako bodo izbrali te potrebne mehanizme za dosego rezultata, ampak izjava je zanimiva. Zanimiva predvsem iz perspektive drugega članka, katerega sem zasledil 17. februarja. V tem članku je omenjeno, da Red Bull zanika možnost, da bi Andy Cowell prišel k njim. Andy Cowell je bivši odgovorni za pogonske sklope pri Mercedesu. Z izjemno dolgo kariero, tako pri Cosworthu, bil je celo zaposlen pri BMW-ju, nato se preselil v Ilmor, kateri je postal Mercedes na koncu. In vemo, da v turbohibridni dobi je bil on avtor tistih najboljših pogonskih sklopov v Formuli 1. Torej, kaj bi pomenilo to, da bi v novo nastalo strukturo Red Bulla prišel tako pomemben inženir kot Andy Cowell? Za tisto novo generacijo pogonskih sklopov seveda ogromno, ampak vprašanje je, če si on želi tega izziva. Namreč odgovorni pri Red Bullu so nakazali na to, da si Andy Cowell v resnici želi nekaj drugega kot Formulo 1, ampak znano nam je tudi to, da v tem svetu se mnogokrat kaj zanika, samo zato, da bi čez nekaj mesecev izvedeli, da so se že vse domenili, preden smo mi sploh kaj o tem vedeli. A seveda, pustimo čas v čas. Sam sem bil rahlo presenečen nad poslovnimi rezultati ekipe McLaren. Namreč spletna stran GP Fans je 12. februarja
objavila članek, kjer so zapisali, da je McLaren imel približno 71 milijonov funtov izgub v letu 2019. In rad bi vas spomnil, da McLaren je ekipa, katera se je v celotni sezoni 2020 spopadala s finančnimi težavami. Brali smo ogromno člankov, ampak sedaj so objavili rezultate leta predtem. Ne vem, kaj se je dogajalo v sezoni 2020. Mnogokrat sem opomnil, da McLaren kot tako velika, pomembna ekipa si ne more privoščiti dejstva, da nimajo tistega glavnega imenskega pokrovitelja. A seveda tudi letos smo videli njihovo barvno shemo brez prevladujočih napisov. 71 milijonov funtov je ogromna številka in mislim, da marsikdo izmed nas si niti ne zna predstavljati tega. Treba je poudariti, da lastniki ekipe McLaren so seveda izjemno premožni in sam osebno se ne bojim, da bi McLaren kot tak propadel. Po drugi strani sedaj lahko razumemo, zakaj je tako imenovan budget cap potreben v Formuli 1, da se stroški znižajo in seveda posledično tudi izgube. Ekipi McLaren želim vse najboljše in upam, da bodo izgubo kaj hitro pokrili. A zanimivo je, kako mi, navdušenci, zvemo te številke kar z 2 letoma zamude. To je bil tudi zadnji sklop v tem hitrem pregledu in tedenskem komentarju novic. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.